Z nami je resnični profesor, dr. Aleš Udreh, fizik in prevajalec, kar je zelo nenavadna kombinacija in zaradi tega zelo danes v gosti. Gospod Udreh je predaval na fakulteti za matematično fiziko, kot si veste, matematično fiziko in modelsko analizo. Današnji pogovor bom modeliral kar jaz. Vsem se že naprej upravičujem za nevšečnosti. In tudi za nameček je danes še tak poseben dan, petek 13. Ampak kot je rekel naš sodelavec, naš prijatelj, Sandi Grub, boljše petek 13. kot katerikoli ponedeljek. Tako da tudi ljudem je danes čar. Imamo še ta dan je še čisto poseben, še iz nekaj vidrozov. Namreč še dva fizika iz tega okolja sta rojena na današnji dan. Eden je profesor Pernet, profesor France Pernet, fizike. Jaz mislim, da je učil približno polovico tega auditorija. Drugi je pa Uroš Teljak, naš prijatelj, znanec, profesor na Berkeley, kozmolog, tako da, ki se nam bo z malo sreče tudi pridružil danes preko Zooma. Tako, bi kar začeli. Jaz imam pripravljenih nekaj vprašanj. Itak, da nisem zadovoljen s tem, ko sem se pripravljal v zadnjih tednih, ampak to vam, kar imam, in bi vas prosil, da mi pomagate. Začel bi s vprašanjem, na katerega ste že večkrat odgovarjali in ga mogoče najbolj upodablja film Dr. Kaplan. Znanost, strokovnjaki, včasih najboljši na svetu, nekaj dokažejo, opozorijo na nek problem, na drugi strani pa imamo nekega politika, populističnega, nekega Facebook mojstra, ki trdi, da to ni res. Kaj lahko družba stori za bodoče generacije? Tle imamo dosti mladih v avli, ki verjamem, da imajo težave včasih med razlikovanjem, kaj reče resnična znanost in kaj reče nekdo. No, prav pred kratkim je bil en razgovor, ki so ga že 2 meseca nazaj, organiziran za profesorje fizike. No, seveda založba Rokus je prodajala svoje izdelke na šole, pa so pač to združili skupaj z enim takim poljudnim pogovorom. No, in tam sem imel priložnost o tem razmišljati. Kako je zdaj z zanikanjem znanosti? A je to resen problem, a je to nekaj, kar se je zgodilo, kar je že od nekdaj bilo, pa nič ni tako groznega, ali kako pravzaprav je treba na to gledati? No, v resnici je takole, moderne oblike zanikanja znanosti, tiste, ki so nevarne, za te celo lahko pokažemo s prstom, kdaj so se začele. To je bilo tam proti koncu 60-ih let prejšnjega stoletja, ko je tobačna industrija ugotovila, da tole zdaj tile dokazi, da seveda kajenje je možen povzročitelj raka, da to pa ne bo dobro za njihov biznis. In so se seveda lotili na različne načine v resnici zanikovati znanost, zanikati izsledke, ki jih je medicinska znanost, pa pač kar je bila še znanost izraven, ker jih je takrat spravljali ven, vse so bili sami začetki, ampak že tisti so se zdeli tem korporacijam dosti nevarni, da so šle v polno akcijo. No, in od takrat naprej seveda imamo še kar nekaj takih primerov, ko se je nekaj zaslombo velikega kapitala spravilo na
na znanstvene izsledke, češ, pa se tole ni, pa ste vzeli vse v obzir, pa oni pa pravijo tako, ne. Torej, tipičen primer tega je reakcija politikov na klimatske spremembe. Ne, tam smo tudi dolg časa in še tudi zdaj lahko, ne, poslušamo in slišimo vse mogoče za lase privlečne argumente, ne, pa ni, pa sej so tisti, pa že od starih Indijancev, ne, pa v Bibliji tudi piše, da ni, in tako naprej, in tako naprej. Ne. No, to so zdaj ta velike akcije zanikanja znanosti, na kateri moramo biti res pozorni, ne. In kjer je treba skratka nekaj napraviti. In moram reči, da sem zdaj v bistvu v teh bogih mesecih ali dveh od tega predavanja, ne, da sem postal optimist. Nič več me ni strah, kajti mlade generacije so pokazale, da so sposobne akcije, kadar začutijo, da jim gre za res in da so takrat tudi uspešni. Se pravi, da se ne bodo pustili nategovati tam nekim, recimo zdaj ali politikom ali velikemu kapitalu ali komerkoli, ki pač zaradi lastnega interesa in lastnega preživetja forsira en pogled čez vse mere, ne, in skuša zanikati vse drugo. Ne. No, tako da, kot rečeno, ne, če imajo ljudje, ki verjamejo v ploščato zemljo, ne, svoje združenje, svoja srečanja, konference svetovne in naprej, v redu. Jaz mislim, da ni nobene očitne splošne škode, ki bi iz tega prišla. Dobro. Zdaj, če bodo oni svoje otroke naučili napačnega in bodo potem otroci imeli težave v šoli, ja, v redu, no, to ni prijazno, ne, ampak ni pa dramatično stališča razvoja družbe in civilizacije nasploh, ne. Kako lahko naravoslovno znanost naredimo bolj privlačno? Recimo, mi sodelujemo na dostih raziskovalnih projektih in vidim porast teženj, da vedno bolj vizualiziramo stvari, vedno bolj prikazujemo, da tweetamo. In dostikrat je v konzorciju 30-40 znanstvenikov to naletelo ta zahteva, da se nekaj tweetne tako, zakaj, ne? Kako tweetneš, da delaš nove metode umetne inteligence na primeru, ne vem, operacij rakavih celic, mislim, rakavih tvorb. Kako to tweetneš, s čim to tweetneš, da ne bo tako plehko izpadlo, ne? Kaj vi mislite o tem? Težko komentiram prav tole tehnično plat s tweetanjem, zaradi tega, ker sem glede tweetanja popolnoma neuk in nedolžen, skratka, to počnejo moji vnuki. V smislu, da imaš na voljo 150 znakov, da nekaj poveš in da bo nekaj pomenilo. Ne, sej razumem seveda to poanto, ne. Ampak pred letom ali kaj takega je angleški časopis fizikalni, ne, torej tak za splošno fizikalno publiko, predvsem seveda profesorji na šolah, pa seveda pa kogar zanima. Zelo kvalitetna revija Physics World. Se je kar skozi nekaj številk ukvarjal s tem problemom, kako zdaj napraviti znanost privlačno v očeh in ušesih splošne publike. No, in vmes je bil pravzaprav en tak, tako, ne, na prvi pogled, dokaj šaljiv nasvet. Ja, veste, najboljše je, če pokažete kakšen eksperiment, ampak ga pripravite tako, da potem lahko tisto, kar ostane, date publiki za pojesti.
Ne? To skratka je očitno poteza, ki maksimalno šteje. Ne? Ampak po drugi strani, ne prav pogosti, ne, ampak vedno so bili primeri ljudi, ki so znali uspešno komunicirati znanost. Ne. Recimo tle na meji med fiziko in kemijo, ne, je bil skratka znani Michael Faraday, ki je bil izjemen. Na njegova predavanja v Royal Society so ljudje drli, ne, ker je znal tudi pokazati, seveda prepraviti ta pravi eksperiment, pa ni nič pazil na to, a bo potem lahko dal za pojesti ali ne. Tudi brez tega je očitno bil privlačen. Ne. Tako da ja, na vsak način tistega, ne, kar je mogoče veljalo, ne vem, za eno generacijo nazaj, ne, ko češ, jaz vem o tem vse, kar se ta hip da vedeti, če hočete vi kaj izvedeti, me zdaj poslušajte, pa dajte mir, ne, in bodite zadovoljni. Ne. To ni način, kako se lotiti popularizacije znanosti. Jasno, da ne. Ne. Ampak ja, ne, se je bila v mnogih krogih je bil prav ta pristop, ne, to se pravi pristop avtoritete, bi rekel. Ne. Spomnim se enega, ja, takrat že zelo starega frančiškana, ne. Poznali smo se enkrat tako pogovarjali, ne, pa je tako omenil. Ja, veste, ko sem bil jaz mlad, pa ko sem šel po cesti, so mi ljudje roko poljubljali. Ne. Ja, seveda, ne, mislim, če štartaš s to zvišeno pozicijo, ne, se to zdi samoumevno, ne, ampak danes se bojim, da nima več tega zadovoljstva, ne, da bi ljudje prihajali k njemu. Ne. In enako seveda velja za strokovnjaka, za znanstvenika. Ne. Če bo samo sipal na tablo svoje enačbe ali karkoli, ne, in pametno govoril, uporabljajoč besede, ki jih večina itak še nikoli ni slišala. Ja, tak, ne bo realizirati znanstvenstvo. Treba je investirati. Seveda je treba investirati. Ne. Ampak, če pa napravite eno investicijo, ne, potem pa se da prideti kar daleč tudi brez kakšnih zelo eksotičnih prijemov. Hvala, mi se tudi trudimo, imamo super računalnik in smo celo namestili neke LED diodice tam, tako da zdaj plava svetloba, ampak to je prvi od 100 korakov, ki smo si jih zadali, da naredimo to stvar bolj atraktivno, ampak nam ni šlo naprej. Ne. Tako da upam, da v dvorani kdo, ko bo povlekel še ta korak. Vi kot profesor ste vedno veljali za dobrega in zahtevnega profesorja, za nekatere celo prezahtevnega. Ja. No, kako gledate zdaj na upad zanimanja za študij naravoslovja in kako gledate na obilico fakultet, novih instant fakultet, ustanov recimo, ne, ki se ponujajo skoraj že s sloganom upišite se k nam, sigurno diplomirate. Ne. Tu mislim, da je pri mladih resnično težko izbirati. Na eni strani imaš lahko pot do cilja, na drugi strani imaš nekaj zelo težkega. Ne? Naprej pa običajen najstnik, verjetno ne razmišljanje, kaj bo pa potem, ne, s tisto diplomo počel. Kakšno je vaše mišljenje? Kako bi lahko to obrnili, recimo, v naslednjih nekaj letih? Zdaj sem v zagati, ker iz lastne prakse pravzaprav tega kritičnega stanja ne poznam. Ne? Vpis na fiziko je bil desetletja, praktično, mislim, no, od takrat, ko se je naša generacija vpisala, ne, zelo konstanten. Dobro, res je, da je bil vsi po prvem letniku 50%, ne, ampak potem, ne, kdor je pa tam čez prišel, ne, je imel pa zelo lepe možnosti, da bo zaključil in to reči napravo. Ne. Seveda je treba reči, da smo bili pa
deležni, mislim, da so se vpisovali ljudje ne tako, ne, da bi metali kocko, ne, kam, na katero fakulteto se bomo, ampak so bili na način z lastnim interesom, z lastnim zanimanjem, ne, že predestinirani, preuglašeni za to, ne. Zato je bilo to najbrž tako zelo preprosto. Ne. In tudi ta drugi del, ne, vašega vprašanja, to se pravi, a je zdaj, a se dela škoda, vsaj za to, ne, za področje fizike, jo pravzaprav ne vidim, ne. Ker je kjerkoli še je, ne, recimo pri vas na Univerzi v Novi Gorici je na visokem nivoju, ne, večinoma na študij prav fizike, ne, torej na doktorskem nivoju, ne, in je gotovo zelo na nivoju, ne, nobenega dvoma ni. Ne, potem je še v Mariboru, ampak je tudi tako, ne, razmeroma ozek, precej bolj orientiran tudi na pedagoško plat, ne, drugje se pa ne lotijo tega, kajti seveda treba je reči, ne, da je vzpostaviti eno kvalitetno fizikalno šolo je pa zahtevno. Ne. To traja lahko tako pol generacije, generacijo, ne, da pač se naberajo ta pravi ljudje, ne, in da tudi vedo, kako zdaj vlagati v to, da se bo ta šola razvijala, ne da odbrenkajo pač tistih svojih ur, kolikor jih imajo na teden, da od predavanja pač da za izpite nekaj dajo, ne, ampak da se gradi šola. No, in moram reči, da vsaj torej moja fakulteta, moj oddelek to plat izpolnjuje, ne, in tudi no, sej, mislim, je, ne, v širokem okviru, ne, se priznava kvaliteta. Ne. V starih časih sem to povzel na kratko, ne, da nekaj časa sem sedel tudi na univerzi v tej habilitacijski komisiji, tam, kjer se pač presejajo izvolitve novih učiteljev. Tako da sem imel razmeroma pregled čez vsa področja, vsaj približno, ne, in potem mi je enkrat prišlo jasno, ne, zakaj je v naši hiši, ne, torej na Jadranski 21, ne, zakaj je stanje tako. Zato, ker se vsaka, ali pa recimo velika večina, ne, pomeni tista večina, ki prispeva odločilno k ozračju, ne. Vsi ti ljudje se pomerjajo takole, ne, z ramo ob rami z ljudmi okrog po svetu, ki delajo iste stvari. Ne merijo se s kolegom iz sosednje sobe, kako bi ga zdaj malo zdriblali, da bo pač on malo manj, pa jaz malo več. Ne. Skratka, ne, teh notranjih, ne, torej, konfliktov praktično ni, ampak zato, ker ima pa vsak dokaj jasno podobo, kje v svetu stoji. Ne. Pa kateri so tisti, s katerimi se on zdaj lahko pogovarja, kjer se dogaja približno ista znanost, ne, in pač kjer ne gleda zdaj svojo kvaliteto, kaj mora doseči. Ne. No, to je ta razlika. To je res, to lahko potrdim. Celo Uroš Seljak je izjavil, da dodiplomski študij fizike in matematike v Ljubljani je vsaj na nivoju Berkeleyja, če ne višje. Tako da to je velika prednost, da lahko gremo na v bistvu zastonj študij, ne, tako blizu, pa potem naprej, ne, po svetu. Ja. Mene zanima, kako je pravzaprav prišlo do tega, da ste vi kot naravoslovec se poskusili tudi v prevajanju, v leposlovju. To je vseeno ena taka zelo diametralno nasprotna veda. Ne? No, ja, dobro. Mislim, literarna plat udejstvovanja mi ni bila tuja še iz
srednje šole, ne, in odprej ven, tako da mi je bilo to zelo blizu. Ne. Potem se je zraven priklopila še v bistvu, sem veliko bral, ampak ja, znanstvena fantastika, ne, je bila pa še posebna ljubezen. Ne. Takrat se je razvijala ravno tista, ne, no, ki je pač ustvarila pojem ene razmeroma, no, resno ni prava beseda, ampak kompletne, ne, bogatega literarnega žanra. Ne tisti, kot se reče, space opera, ne, kjer pač junaki na raketah prdrvijo in tako naprej. Ne. Ta se je ravno takrat rojevala, moram reči, da me je to zelo pritegnilo. Ne. No, zdaj pa, če lahko povem, skratka, ne, malo mislim, kako se temu reče, nekaj življenjske resnice. Ne. V resnici je bila, prevajanje je bilo ena sorte življenjska nuja. Ne, ko sem diplomiral, ne, dobil pač asistentsko mesto na šoli, pa z eno nogo smo bili pač vsi na laboratoriji na inštitutu, na Štefanu, z majhnim dodatkom, ne, tako 20% recimo, da je od plače. No, in takrat je bilo preprosto tako. Ne. Plača, ki smo jo dobili na fakulteti, je šla za to, da sem vračal posojilo za tisto, ker je treba najeti stanovanje za en let vnaprej, ne, in seveda ni šlo drugače, kot si sposoditi in potem vračati. Tisti je bilo odpisan. Ne. S tistimi 20%, ki so prišli od inštituta, ne, s tistem smo nekako družinca, ne, 3-članska živeli. Ne. Če smo si hoteli pa kaj še tako, ne, kaj umisliti, je bilo treba pa nekako drugače zaslužiti. Ne. No, in tlele se je pa pokazalo, da je revija Življenje in tehnika, ne, je imela v tistih časih reden na koncu, ne, reden dodatek, eno kratko znanstveno fantastično črtico. Ne. In mislim, ne vem, kako se je slučajno to spletlo, da so ravno takrat pa so, ne vem, a jim je ušel prejšnji prevajalec. No, skratka, z veseljem so pograbili, ker sem rekel, bi tole. Ne, in pa so kar pač vsak mesec hoteli imeti svojo zgodbico. Ne. Tako da, ja, ne, mislim, za te nakupe, no pa če tega zdaj pospremem še z eno anekdotično pripombo, ne, kaj je bilo poj. Ne, ko je ta prvi ta dan prišel, pa sem vprašal ženo, sem rekel, kaj ćemo zdaj, mislim, pač smo vzeti pravi nastroj, ne, mislim, ob dojenčku, ne, ali hladilnik, ne. Je rekla, veš kaj je rekla? Pred znam tudi sama, hladiti ne znam. To se pravi, morava hladilnik kupiti, ne. Da bo kaj napredka v družini. Ne. Odlično. Koliko časa ste prevajali Štoparskega vodnika? In a veste mogoče, katera nacija po vrsti smo Slovenci, ki smo dobili prevod? Ne, tega ne vem. Iskal na Wikipediji in nič nisem našel. Ja. Problem je tudi, da gre za dogodke, ki niso čist dobro definirani. Moj prijatelj je tudi navdušen za znanstveno fantastiko. Mi je že, ko je tudi fizik, okrog po svetu rajžal in tako naprej, je imel navado, da mi je poslal Štoparski vodnik v lokalnem jeziku, ne, ki so ga imeli. Ne. No, in tleven se je pa nekako dal videti, da kaj se šteje kot ta pravo. Ne.
recimo v ruski verziji so celi segmenti manjkali. Ne? Tako zdaj, tisti, ki so naporni za prevajalca, imam občutek, ne? Recimo, ne vem, če spomnite, kaj od tega, ne, tam nekje mislim, da je v ta drugi knjigi, nekje je en lušt, meni strašno pri srcu pasus o slovnici v zvezi s potovanjem s časom, ne, kjer imate, kako že, 1001 spregatov za časovnega potnika, ne, ali kaj podobnega, ne. No, tega ni bilo sledu, ne, in tako naprej. Je pa res, da mislim, ne, tisto je bil oreh, ne, tisto ni nekaj trivialnega, ne, mislim, ker pa če je dobro, ne. Danes bi rekli, bom dal v Google, ne, ja. Zgodba o vašem potovanju v ZDA, vašem postanku v Londonu in kako ste se prvič srečali s štoparskim vodnikom, je že legendarna. Ja. Povejte še enkrat za tiste, ki niso slišali. A je še kdo, ki bo prinesel to znova slišati? Okay. Jaz mislim, da jih je pol tukaj, niso nikoli slišali. No, v tistih časih, to je bilo, mislim, da 82 let ali nekaj podobnega. Ne? Takrat torej na eno konferenco na zahodno obalo sem moral iti in takrat je bila normalna pot ta, da smo pač iz Ljubljane leteli v London, ne? In smo tam prespali, da smo potem z jutranjim letom pa šli čez Atlantik, pa še čez kontinent, ki je na zahodno obalo, ne, kam je bilo treba. To je pač, tako je bilo, ne, ni bilo drugače. No, in me izkrcajo v Londonu dol in grem pač ta letališki hotel in tam ravno malo na poti, dokaj so bili tudi tisti, pač ena knjigarnica pa z unimi vrtljivimi stojali za knjige noter, ne, no, dajmo pogledati, ne, če je kaj novega, je zdaj priložnost, ne, da se spet naberem zalogo za nadaljnja prevajanja, ne, če bo kaj takega. No, in potem tam ena čudna reč, tako psihedelična zunanjost, zelo čudno poslikan avtor Douglas Adams, če nikoli slišal. In kaj mi je bilo, ampak sem rekel, da bomo poskusiti. In zraven sem pa še vzel, ne vem, mogoče še enega Arthurja Clarka, ne, tako za sigurnost, ne, da ne bi slučajno. No, in potem pridem gor v sobo, ne, in polistam po tistem in začnem brati in seveda mislim, nisem nehal, dokler nisem prišel skozi. Ne. In sem bili ste pa dve taki knjigi, ne, te očitno spadali skupaj, ne. Ne, sem dveh ne bom, ne, mislim, če bo ena razočaranje, ne. No, in potem sem seveda drugo jutro, ne, ko sem pač spokal in šel na svoj avion, hitro šel kaj pogledati, a je še tam gor še ta druga knjiga, no, to sem imel pa potem za med vožnjo, ne, in potem, ko sem prišel nazaj v Ljubljano, seveda sem hitro na založbi, ne, ker smo, takrat sem že tudi napredoval od tega mesečnega dodatka za revijo za življenje in tehniko, ne. Takrat sem imel že 2 ali 3 tudi knjižne zbirke, ne, so rekli, če bi, no, tako da, ne, še poslušajte tam, da kaj je da krasno, da bi mi to, ne. No, ja, direktor se je zamenjal, se bojim, in tako da je trajalo malo dlje kot bi, ne, ker prejšnja gospa direktorica do takrat bi že zaupala na besedo, pa bi rekli, ja, seveda, ker lotite se, ne. No, tisti pa še malo trajali, ne, tako da smo mogoče zaradi tega v tem spisku, ki ste ga omenili na začetku, ne, smo mogoče še za 2 meseci dol zdrsnili, ne, če bi po ta starem režimu bi bili višji, ne. Ampak mislim, da smo bili dokaj na začetku, ne. Jaz sem tudi prepričan, in to je izziv za mlade, da poiščete, da pobrskate, kjeri po vrsti smo. Arctur da nagrado za to, bomo se že zmenili kakšno.
Artur Dent se spreminja iz knjige v knjigo, iz enega zaplankanega zemljana, ne, provincialca, dajmo reči, ne, v človeka, ki že zna absorbirati še tako nenavadne pojave, stvari in tako naprej. Se vam zdi, da odkar je izšla prva knjiga, to je 34 let od tega, vem, ker Artur praznuje 30-letnico in 4 leta predtem je šla prva knjiga. A se je svet spremenil tako kot Artur Dent na boljše, da znamo že sprejemati druge stvari, ali se vam zdi, da smo obtičali ali celo nazadovali? Na splošno, tako kot ljudje. Veste, jaz si pri svojih letih zdaj to lahko privoščim, oziroma bom to naredil z zadovoljstvom in dopadanjem. S starostjo postanemo modrejši. Ne glede na to, kaj počne svet, ali se kaj izboljšuje ali ne. In seveda v tem času teh 5 knjig je Artur dosegel zrela leta in pravzaprav še tisto življenjsko izkušnjo oziroma zahtevo, ki pride bolj poj, in to je starševstvo. Moja generacija je samo za malenkost prehitevala Douglasa Adamsa, on je 52-letnik, mi smo bili pa vsi par let starejši, ampak nekako, ko so prihajale njegove knjige ven in ko smo ga brali, je bilo tako, kot da sem pravzaprav bral svoj potopis. Mislim, ne zdaj potopis po planetih pa potem, ampak potopis skozi življenje, potopis gledanja na življenje. Začne se kot totalen tam glih komaj iz teenagerske starosti, še negotov vase in tako naprej. Potem počasi tam do 3. knjige pridemo do tiste faze, ko se človek zave ene sorte svoje družbene odgovornosti. Takrat gre Artur Dent reševati galaksijo proti krikitu. No, in potem v 4. knjigi doživi zrelo ljubezen. Prekrasno, mislim, torej ena od najlepših knjig, ker jih v tem oziru poznam. Izvrstno, celo takrat, ko si že dozoril, kako je takrat, kaj je zdaj čustvo, kaj je odnos do drugega in tako naprej. Izjemno lepo pokazan. No in seveda v 5. knjigi je zdaj še starševstvo, ki seveda pomeni tudi tisto, kako se reče, sebe malo v drugi plan potisniti, ker imajo pač otroci prednost pri svojih zahtevah in pri vsem tem. Samo genialno, da daš otroku ime Random, ne? Ne vem, jaz sem tudi pomislil, da bi dal, ampak verjetno ne bi žena odobrila. Hočem reči, Random, za prvega otroka, ne vem, niti na roko ali pa niti ne, bomo pol ob pijači predebatirali. Mislim, vse te drobne stvari v teh knjigah, ki pri pozornih bralcih toliko navdušenja, pri površnih bralcih pač grejo mimo. Kako ko ste vi to prevajali, ste verjetno enako podoživljali to in ste imeli tudi težavo, kako to ne samo prevesti, ampak tudi prilagoditi, da bo slovenski bralec razumel. V resnici je bilo malenkost lažje ravno zaradi tega, kot rečeno, ker so knjige prihajale tako, da so sledile tudi moji izkušnji časa, ki je ravno kar minil. Sem imel tudi sam iste sorte, torej čustveni odnos do sveta, pač do okolice, karkoli je že tisto, čemu se reče, je bil
usklajeni in zato so bile te knjige dragocene. Ne? In zato seveda je bilo tudi takrat, ko smo kdaj je bilo to leta 2001, ne? Slišali, da je pač Douglas Adams, da je tam ne, v telovadnici, da ga je kap, ne? In da je bilo tisto, ko me stisne, a zdaj pa ne bom več zvedel o sebi v naslednjih fazah, ne? Ker je to postalo do tistega časa ta poglavitna, ta najbolj dragocena izkušnja, ki so jo te knjige prinesle. Drugače je pa seveda, mislim, ne, na zelo velik načinov se da opredeliti, kaj je pravzaprav štoparski vodnik. V resnici je še najmanj znanstvena fantastika. Namreč, ne, kot rečeno, za tistega, ki išče space opera, ne, mislim, da ni zelo veliko zanimivega, ne, za prebrati. Ne. Meni se je takrat, ko smo bili nekje pri 3., 4. knjigi, se mi je utrnila paralela, da je to pravzaprav isti model, ne, takega super romana, to se pravi vele romana, ne, kot je Aleksandrijski kvartet. Pač veliko delo povojne angleške literature. Ne. In je zanimivo, da je tudi zaporedje dogajanj v vsakem od teh delov ustreza tistemu v Aleksandrijskem kvartetu. Ne. Tako da, dobro, zdaj, kdo bi rekel, da je mogoče, da je šel Douglas Adams s prstom po unem, ne. Pa seveda ne, mislim, jasno, da ne. Dobra poznavalka, izjemna poznavalka štoparskega vodnika, pač ne, Douglas Adams nasploh, ne. Gospa Mojca, pokojna že zdaj, ne, urednica na radiju, ne, je videla v tem, da je to v bistvu obnovitev Voltairovega Candida. Ne? Ker je že spet za enega bogega zgubljenega, nič veščega in vase nesigurnega, ravno kar odraslega poba, ne? Kot je tam Candid, ne? In potem skozi seveda ne samo mogoče, ampak predvsem nemogoče spremembe, pa skratka Turki, ki ga nabodejo in se sekljajo in tako naprej, ne, če berete Voltaira, ampak seveda poglavitna je zgodba o rasti tega junaka, ne, skozi njegove. Na koncu je pač tam nekje s tistimi ljudmi, ki smo bili celo življenje najbližji, ne, nekje skratka mirno goji zelenjavo na vrtu svoje hišice, ne, in je to tak nadvse prijazen spodoben zaključek. Ne. Dobro, našemu junaku, ne, to žal ne uspe, ne, na koncu ga pač prestrežejo pri Stavromuli Beta in ni vrtička zelenjava, kakorkoli. Te drobni inserti, ne, ki vsem nam, bralcem, ki jaz se tudi nimam za kakšnega posebnega poznavalca, ne, štoparskega vodnika, ampak jaz sem se enkrat samkrat v življenju javil v oddajo radijsko. Vračal sem se z enega letališča, pozno zvečer, deževalo je in bil je, mislim, da toplovod ali nekaj podobnega, pozno zvečer in bila debata o demokraciji. In noben se ni javil in jaz sem poklical to številko in se javim iz avta in sem rekel, z moje pojme je definicija demokracije najboljša ta, ne, iz štoparskega vodnika, da pač kuščari vladajo ljudem in ljudje se pač ne uprejo, ker je to demokracija, ker jih volijo vsako leto znova, ne. Me niso razumeli, ne. Tako da, kje je ta
Neja, ne, nasploh Harkotrijevci veste, da smo mi celo zgodovino podjetja, sploh s Sandijem na čelu, ne, vedno dodali eno začimbo nekam, vedno smo skrili en sarkazem, en humor v sicer zelo resno zgodbo. Ne. In tisti redki, ki so odkrili to, so bili mislim, zelo tako so prišli k nam in so rekli, bravo, ne, vsa čast, ne, kar ste uspeli poleg resne stvari še dodati. Kako s takimi, recimo, drobnimi stvarmi shajati, ne, ker jaz imam težavo že, mi imamo težavo, mi ta stari, ne, Dejan, kje si, ne, imamo že težavo z mladimi, ne, ki so bili rojeni po tistem, ko smo ustanovili naše podjetje, ne, in jim vse to razlagati. Kako približati en tak humor štoparskega vodnika, ali če hočete Alan Forda, ne, ki je še vedno aktualen, ne glede na kako približati modernim generacijam. Humor, govorim predvsem humor, razmišljanja skozi humor. Ravno zdaj, predvčerajšnjim, kdaj smo na enem srečanju na fakulteti, je pa prišlo v debato tudi tole, ne. In ja, moj občutek je bil, žal tukaj ni pomoči. Ne. Humor je nekaj, kar je na novo rojeno v vsaki generaciji. In ta prejšnje preprosto ne zastopijo. In obratno tudi, seveda. Ne. Tako da tisto je padlo na ena plodna tla. Ne. Douglas Adams je nekako povzel, to je bilo seveda, to je bila doba, ki se je začela s televizijsko vse je še dolgo trajalo. Ta peterica. Tudi Douglas Adams je nekaj časa sodeloval v tej ekipi. Ne. Monty Python. Monty Python, ja. Hvala. Ne. Skratka, ta je ustvaril tla. Ne. Monty Python je prišel ven mal pred to knjigo. Ne. Ne. In to je bil en šokantn nov humor, ki še mal nazaj, mislim, vsak sam ne ve, pa kaj se mislijo. Ampak takrat je pa se ravno ujel v generacijo, ne? In takrat, ko se je dobro usedel not, je prišel pa štoparski vodnik. Pravzaprav moram sicer reči, ne, z literarno znatno bolj umiljeno, znatno bolj tekočo, znatno bolj spolirano, zglajeno verzijo. Ne? Ampak v bistvu ta isti tako, ne, šokanten humor. Ne? In seveda, dokler je zdaj, ne, dokler smo bile aktivne generacije, ki smo tale začetek doživeli, ne, toliko časa je bilo to aktualno, zdaj pa če dalje teži. Ne? Ravno zdaj sem bral, ne, mislim, jaz sem rekel, moram malo polistati kakšne, ker pač tiste dele, ne, od teh knjig, ki še nekaj časa nisem. Ne, in je bilo tisto, v tej zadnji knjigi tisto poglavje, ko s Forum Prefektom pobegneta s tistimi govedi, ki drvijo čez hiperprostor. Ne. Ne, in prijete nekam na puščavsko deželo, ne, kjer je ena lokalna krčma ali karkoli. Ne, in skratka, to je kraljeva dežela, ne, King's Country. Ne. No, in poj, ja,
a so kakšni kralji. Ne, se niso kralji, pravim, kralje v deželo, ne, mu pripoveduje Ford, ki ve, ne, Arthur Dentu, ki ne ve in nima pojma, ne, in se ne morate zmeniti, ne. Ampak seveda gre za Elvisa Presleyja, ne, kralj, ne. In to ni treba pa premišljati, kjer kralj pa kdo, ne. Ne, zdaj seveda tisti, ki je doživel to, ne, seveda bo zapopadel in bo tudi užival, ne, v teh, kako se zdaj ta pogovor plete, ne pa, kaj si mislil s tistim kraljem, ne. Ne, mislim, 2 strani takih občasnih referenc na to, ne. Ne, in seveda, mislim, jasno, da nikoli ne zapiše imena, ne, ampak je pa toliko njih namigov potlej, ne, kako je to bilo najboljše, kar je nekdaj itak počel. Ne, ja, no, tako da. Ko smo se pripravljali našo obletnico, ki bo 25. maja, spet seveda na dan brisače, smo razmišljali o vseh in mi je padlo, nisem preveril v knjigi točno, ampak to, kako se je Arthur Dent pretvarjal, da je limona in skakal v jezero, ki se je pretvarjal, da je džin, ne. A ni to fenomenalno? Mislim, jaz bi to rad uprizoril, jaz prosim sodelavke in sodelavce, da mi pomagajo to uresničiti na naši proslavi, ne. To je res skakati v jezero in to koliko časa, mislim, zelo dolgo obdobje, ne, ker nisi imel drugega za početi in se pretvarjaš pač, da si limona in nuno je džin, ne, in se ti zdi vse v redu, ne. Ne vem, en tak humor, ki name naredi res vtis, ne verjamem pa, da na vse, ne, in Ja, je seveda svojstven, ne, v tem ni nobenega dvoma, ne, ja. Ampak po drugi strani je pa noter, se mi zdi, še zmeraj toliko biserčkov, ki pa niso odvisni od tega, a si rojen ravno v pravi generaciji, pa a si ravno slišal in vedel za ta štos, ne. Tako jih je nasutih, ne. Tako da. številke. Vi ste rojeni leta 44, če smem izdati, se pravi, lani ste imeli 77 let. Tisti, ki so bili rojeni leta 77, so imeli pa lani 44 let, ne? Ni hecno, ne? Zakaj 42? Ja, se je povedal sam, ne? Ker tako je prišlo in v bistvu je nekako, ja, to je ta pravo, ne? In čas je pletel, ne, tako ne, pa prišlo, da to je to, ne. Ja, teh 42 je potem kar nekaj, ne, tako mrgolijo, ne, in so zanimive, ne. Tle imam vprašanje sodelavke, ki žal ni mogla danes priti sem. Kaj Douglas Adams res misli o delfinih? Kdo je pametnejši, človek ali delfin, sreča versus inteligenca? No. Njegovi delfini so seveda pametnejši od človeka, v tem nobenega dvoma, ne. Zdaj, kako je pa s tistimi, ki jih lahko gledate po televiziji, ne, kako skačejo skozi obroče. Tukaj pa raziskave še tečejo, ne. Kakšen je odnos avtorja do planeta Zemlje? Kaj se lahko naučimo iz tega? Ne. Se, če natančno pomislite, v prvem poglavju prve knjige je planet razsut. Pika pa konec, ne, to se pravi. Dobro, zdaj treba pa še 5 knjig napisati, ne, mislim, to se pravi. Je le treba vsaj občasno priti malo nazaj, ker ti, če ne drugega, ne, je tam velika zaloga materijala, ki se ga da dobro lansirati, ne. Saj vidimo, kako je, če se ne zanašaš na to, ne.
so pač tisti čudni planeti tam, ki eni kaj že delajo. Ne vem, kako že pišejo sicer tudi knjige, ampak knjige se nehajo na sred stavka, ker je 100 strani je norma za knjigo. Ne? Mislim, kaj bomo zdaj čez šli, ne? Pa, ne? Dobro, ali pa kjer imajo kakšna že preseta, ki te ugriznejo v nogo, ne? In je to način sporazumevanja. Ne? Mislim, ja, ne? Sej so drugi svetovi in tako naprej. Ampak, če pa hočeš le razviti eno poanto, ne, je pa vse zemlja bolj pri roki. Ne. No, ampak vse imamo na vse zadnje, ne, kako se tem reče, multipla vesolja, ne, mnogotera vesolja, ne, in v kakšnem od njih je pa zemlja le ostala, ne, ali pa skoraj taka. Ne. Ne, sej nekje vmes je spet, to je na začetku 5. knjige, ne, je tisti drobec, ki mislim, ne bode zelo oči, ne. Ne, zemlja, ne, tako kot normalno, ne. Edino, kar je tam resna detica prinaša srečo, ker so vse 4 resne, ne. Ne, in to je pa zaradi neke mutacije, ki jo je nevtrino v začetku 2. poglavja, ne, mislim, sprožil in tako naprej, ne. Ja. Jaz sem že počasi na koncu, tako da pripravite vprašanja. Doni dan brisače, 25. maj. Zakaj vse pride prav brisača na potovanju po vesolju? Jaz bi tako za spremembo prosil publiko, da pove, zakaj vse pride brisača, pa da vidimo, koliko bomo našteli in če smo našteli vse pomembne stvari. Mladi, ki ne veste, da je brisača najpomembnejša stvar, ki jo morate vzeti s sabo, če slučajno greste štopati po vesolju, si zapomnite to. Ne? No, kdo bo prvi? Kdo se opogumi? Proti? Proti. Ja, hroščatemu, traljskemu krvoloku. Seveda. In kako se ubranimo za vse, ki ne vejo? Zavežemo si čez oči. Ne. Ker če mi ne vidimo njega, on misli, da ne vidi nas. To je genialno, no? Okay. Tudi kot vir prehrane, ne? Hranilna, to je sigurno, ja. Vsak od nas že izkusil. Ne? V enem intervjuju ste omenili pač neskončno vesolje, paralelni svetovi in tako naprej in ste izjavili, kakšen ogromen kapital je to v resnici, koliko nepremičnin je tle. Kaj bi vi v teh časih, ko mladi težko pridejo do nepremičnine, kaj bi vi svetovali? A lahko mladi kupijo vnaprej kaj, tako se splača? Pa... Zdaj, na Marsu je, ko se reče, so tereni še zelo nerazviti, ni elektrike, ne kanalizacije, nič ni. Ne? In na ostalih planetih pa nas še slabši do temu, čemu rečejo, izven sončnih planetov, dokaj je ta hip nekako transport zelo problematičen. Ne? Tako da jaz mislim, da je daleč najboljše to, kar sem in tja naredijo v štoparskem vodniku, ne? Da greste v paralelno vesolje, pa si tam najdete pač en kos zemlje, ne, sej lahko je kar tisti vaš najljubši, ne, kajti tam je še prostor in tam, ne. Ko smo že pri paralelnih vesoljih in eksoplanetih, režija Tina na Zoomu, a se mogoče že profesor Uroš Seljak priključil, da nam pove kaj svežega? Ja, z veseljem sporočam, da tudi profesor Uroš Seljak z nami, tako da... Odlično, a mu lahko sprostiš mikrofon in video? Žal ga bo, aha, imamo Uroša Seljak. Je že tukaj. Uroš,
najprej vse najboljše za rojstni dan. Evo, aplavz, prosim. I izkoristili bi priložnost, ki te imamo, da s prve roke zvemo, na katerem eksoplanetu bi se splačalo kupiti par hektarjev, pa da naredimo kakšno hiško ali pa dve. Ja, se to je problem, ne? Trenutno jih sploh ni, ne? Nekih dobrih kandidatov v tako imenovani habitable zone, ali kako se že po naše prevede, ne? Pač, tako da ne vemo, ampak upamo, da bomo odkrili kaj več z študentom, s katerim delamo na tem. Ker ti signali iz Keplerovega satelita, torej kako se te stvari gleda, ne? Gledaš, če gre planet preko zvezde, potem zvezdo malo potemni, ne? In to potemni za 1:1000, pa še manj. Ne? In večji planeti jasno potemnijo zvezdo več, tako da planeti kot so Jupiter in tako naprej bodo dali velik signal, ampak to so plinski planeti, na katerih življenje najbrž ni možno, taki planeti kot so naša Zemlja, ne, so pa bistveno manjši in tako da je signal tudi dosti manjši. Tako da tako Kepler satelit kot TESS satelit imata velike težave za odkriti takšne planete. Tako da mi delamo na tem in poskušamo z bolj sofisticiranimi statističnimi metodami iti dobesedno v tale šum, pa poskušati izvleči ven vsaj statistično signale takih planetov, na katerih se da živeti. No, potem, ko bomo mi recimo našli več kandidatov, potem bo pa NASA poslala satelit, ki se imenuje LUVOIR, ki je, ne vem, $10 milijarde verjetno cena. To je tak projekt, res megalomanski za naslednjih 20 let. In NASA nameravi meriti potem atmosfere teh kandidatov, na osnovi katerih potem se bo in iskalo tele biomarkerje, spravi, dajmo reči, molekule, ki so konsistentne z življenjem na tistem planetu, a pa tudi čisto na splošno iskati planete, ki so najbolj konsistentni z našo idejo, kje življenje lahko nastane. Ne? In no, čez 20 let, mogoče bo enih 50 takih planetov izmerjenih atmosfer in tako naprej. In takrat pa mogoče pa že vredno dati kakšno nakazilo. Dobro, v Bitcoinih si predstavljam, takrat, da ne bo mladi za naslednjih 20 let si poiščejo kaj drugega, potem pa kar tle se javite in bomo mi zrihtali. Uroš, najprej o tebi. Ste že nazdravili kaj ali je še prezgodaj? Ne, še zgodaj. Ja. Bom imel na večer začer. Ja. S slovenskimi študenti, tale preko ASEF-a imam en par študentov tukaj, tako da bomo skupaj. Super. Boš kaj skuhal? Bom kuhal, ja. Odlično. Mi bomo pa tle s pomočjo profesorja Kodreta probali pangalaktični grlo res. Nekaj se matramo. Nealkoholna osnova je grumova pašareta, noter pa potem bomo probali, imajo tle sosedje z Reservoir Dogsov en super gin. Ja? Ja ali ne? Kje ste? Ja. Evo, že kimajo. Sej bomo plačali. No, Uroš, imaš čast postaviti vprašanje dve profesorju Kodretu. Jaz imam bolj zgodbe o profesorju Kodretu, moje osebne. Ne vem, gospod Kodret, dovolimo to? Ker se mene tiče. No, dobro, če ne bomo pa zbrisali to. Ne, jaz imam eno tako fino anekdoto iz študentskih časov. Torej, moj indeks študentski ima same desetke, razen dveh. Eno je obramboslovje, kjer je bila čast narediti izpit, ker je bil obvezen in narediti ga za čim nižjo oceno. Tako da to smo se prav trudili, da je bilo cena čim nižja. No, drugi pa je moja mafija, vaje, spravi, to je drugi del, spravi, ne predavanje, temveč vaje.
In zgodba je pa taka, to je bilo leta 87, jaz sem imel letalsko karto, da grem kako že bilo, najprej v Indijo. Na Kitajsko. Ne, dolga. Nepal, Himalaja. Najprej v Indijo, potem Nepal, potem Overland, v Tibet. To je bilo eno obdobje, eno leto, dve, ko se je to dalo. In potem na Kitajsko naprej in potem z transsibirsko železnico nazaj. To je bil moj splaniran načrt. Jaz sem hotel vse izpite obdelati predtem in to je bilo leto, ko sem imel matematično fiziko in tam prevajaš, po končnem izpitu moraš en projekt narediti. Jaz sem si izbral nekaj, in tisti projekt ne gre nikamor, in ne gre nikamor, jaz ga ne znam rešiti. In še danes verjamem, da tisti problem je nerešljiv, profesor Kodre, tako da... No, v glavnem, in tisti datum mojega poleta prihaja, se približuje, jaz res nočem imeti enega izpita na glavi, naslednjih 6 tednov, in kaj narediti. In tako bolj za hec sem tako dobesedno v par urah, en drug problem, ki je bil na listi, tisti sem na seznamu tako rešil. Pa meni se zdi tisto preveč trivialno, da bi sploh predlagal, pa tudi nisem vedel, da se sploh da zamenjati projekt. Tako da, ko potem grem in se pogovarjam s profesorom Kodretom o tem, in povem to zadrego mojo, kje sem in tako naprej, to je bilo besedno dan pred odhodom. Potem profesor Kodre reče, dobro, pokaži mi, kaj si naredil pri tiste drugi stvari, potem mu pokažem, zato ti pa lahko dam 8, je rekel, In jaz sem rekel, ok, super, vzamem, in tako sva mi dva, tako je se moja edina 8-ka v indeksu pokazala, Bravo. Uroš, štoparski vodnik, dej, prva stvar, ki ti pade na pamet, in je še nismo omenili. Ne vem, zdaj sem se hecal zdaj že par dni, sem rekel, če me vpraša kaj, bom namenoma rekel, kaj narobe, recimo 43 namesto 42, a pa bom rekel 43, ma plus minus, Ja, točno, ja. Merske napake, to mora biti, mislim, ampak glavnem, ta prva stvar je, ko razmišljam o teh stvareh, kaj to meni 42 brez merske napake, kaj to sploh pomeni, mislim, kako lahko veže točno 42, Uroš, bom jaz potem ti pomagal. Na tvojem predavanju, prav v tem prostoru, smo zaključili potem s kulinaričnim presežkom, kot veste, Uroš je vrhunski kuhar tudi. In vse si vezal rekli smo temu, restauracija na koncu vesolja. Če se spomniš, in ti si pripravil meni, ki je bil sicer v glavnem vezan tudi na film Avatar. Poznaš kakšen? Kaj? Ja, poznaš kakšno specialiteto z unga menija še vedno? Čakaj, kaj je bilo? Smo imeli mogoče morske bogomolke, kaj zdaj ne vem točno. Kaj smo imeli? Ja, v tem stilu. Zdaj škoda, te tle obiskovalci ne vidijo, midva vidiva, vsi na Zoomu tudi. Kaj je to za tabo? To je, za mano je pa tole... Zgodba je, to je slika, ki je zmagala na svetovnem tekmovanju za najboljšo znanstveno sliko. In slika je bila pa tako narejena, da imenuje se B-mode, narejena je bila pa tako, da smo vzeli informacije iz Planckovega satelita, ki je meril v mikrovalovih emisijo. V glavnem je to emisija, ko imenuje dust, se pravi pač prah, medzvezdni prah v naši galaksiji. In ta prah je polariziran, in tako smo potem iz intenzitete pretvorili v polarizacijo, in to je to, kar ta slika prikazuje. In potem smo pa hoteli povedati, kako mi kozmologi v bistvu iščemo ne ta signal iz naše galaksije, temveč iščemo signal iz začetka vesolja, ker to bi bil signal inflacijske teorije. In potem smo v enem delu, ki je točno za glavo, za mojo glavo, malo zarotirali ta signal, tako da smo ustvarili v bistvu nek umeten signal,
ki bi pač pokazal ta signal iz inflacijske teorije. Ker namreč ta signal iz inflacije ima neko rotacijo, ki je ne moreš ustvariti iz sevanjem pač tega zvezdnega prahu. Tako da to je malo je znanosti, malo je pa tudi kvazi umetnost, ker očitno je bila ta slika ljudem zelo všeč, malo je Van Gogovska in zaradi tega smo tudi največ dobili to nagrado. Čestitke, se priporočamo z eno kopijo. To bo edina slika, ki bo visela tle v Futurju, če bomo zmogli, finančno. Vse najboljše še enkrat. Lepo praznuj, Uroš, v Berkeleyju, in upam, da boš z nami še nekaj časa. Lahko bomo tudi virtualno nazdravili kmalu. Zdaj bi pa prosil publiko online preko Zooma in v živo, da izkoristite izjemno priložnost in date kakšno vprašanje. Evo, jaz imam mikrofon, kdorkoli dvigne roko, bom ga prinesel k njemu. Ali k njej. Hrabro. Neumnosti, ko sem jaz danes rekel. Evo se kaže. Živijo. Mene pa zanima, Štoparski vodnik je bil posnet tudi film. Zdaj, jaz sem tisti film večkrat gledal, nikakor me ni mogel tako navdušiti kot knjiga. Me zanima vaše mnenje, me zanima, če ste ga videli in če ga lahko primerjate s knjigo. Ja, nekaj drugega je, drug medij, druga to, da si film vzame svobodo od literarne predloge, to smo itak navajeni, in se največkrat celo izkaže, da je prav, da si to svobodo vzame, ker čist samo striktno posneta literatura, to ni film, eden od razmeroma takih, rekel, zgovornih primerov je ta štorija o teh čarovniških junakih, Harry Potter. Harry Potter, tam ta skuša biti zelo zvesta po literaturi, seveda gospa avtorica je zelo bedela nad ustvarjanjem filma, da ja ne bi slučajno kje bilo kaj drugače in šlo narobe, in mislim, proti koncu so ti filmi že obupni za gledati, mislim, začetek je še fajn, 2, 3, ajde, ampak 7, in to, da je mora biti poj na koncu grozno, tako da meni moram reči, da me pri tem gledanju nič ni motilo, da so si vzeli svobodo, da je nekaj celo čist duhovitih stvari, ampak seveda mislim, da smo si na jasnem, to ni Štoparski vodnik, to je film, ki bi bil čist v redu, tudi mogoče z rahlo drugačnim naslovom, tako da bi se vedeli, da ne pretendira čist na isto, ampak po drugi strani morate pa tudi seveda reči, da se to ni prvi trg dveh medijev, se je Štoparski vodnik nastal po seriji radijskih oddaj, in gre seveda tudi zelo, zelo po svoje, tam mislim, tretje knjige sploh nikjer ni, in tako prvo pa nekaj še druge, to še kar lahko sledite, da gre približno skupaj, ampak pa je pa podobnosti konc in gre sta vsak čisto po svoje. V resnici je zelo zgovorna tista štorija. Douglas Adams je s tem svojim prijateljem, soavtorjem te prve radijske verzije, sta se enkrat odpravila v Grčijo, pač poletne, na počitnice. Bova midva zdaj pa napisala knjigo tole, mislim, to blazno, tako. No, in nekako
prideta kje, se pač vselita v tisto hišo, kjerkoli že ne bi bilo, ne, in pa drugo jutro, ne, da boste začela delati. In na kar pravi Douglas, sorry, prav, veš kaj, nič ne bo iz tega. Jaz čutim, da moram to narediti sam. Ne, v redu, no, pač sem te zvlekel samo v Grčijo, probaj tle zdaj, če ti paše uživati, kolikor češ, ne, ampak tole bom jaz sam delal, tle ne bi rad imel tebe zraven, ne. In je ratal naš štoparski vodnik, ne, to sprav, ki je zagotovo seveda od vseh teh variant, ne, se je bila vmes še ena televizijska varianta, tudi če ste jo videli. Ne, to sprav, vsaj 4 različne medijske variante so, ne, in nobenega dvoma ni, da je knjiga seveda visoko nad samico. To je zdaj srž tistega, ne. Super. Hvala za vprašanje. Jaz mislim, sem pozabil povedati, vsak, ki vpraša, bo dobil bogato nagrado. Rado zagotovo jutri. Še kakšna? Dajmo pogum. Aha, Tiva. Triljan. V bistvu, moje vprašanje je pa vprašanje slednje. Ne vem, vedno, ko beremo različna literarna dela, vajeni smo, ne vem, teh grških basnopiscev, vsaka zgodba ima nekaj, ki nam nek nauk, nekaj nam pove, nekaj si zapomnimo, ne vem, nekateri moja življenjska Biblija je recimo Mali princ, ne, vedno imamo neke citate, ki jih lahko zapišemo, neka močna sporočila. Katero bi bilo, glede na to, da nisem nek hud poznavalec štoparskega vodnika, neko tako sporočilo, ki se ga je vredno zapomniti, ki se ga da lepo zapisati, neko to sporočilo iz štoparskega vodnika, ki bi nam še nekaj dal. Ne vem, ali je to v bistvu vsak posameznik si naredi po svoje. No. Ne vem, me zanima, če je nekaj takega, da bi... 2 odgovora se mi ponujata, ne. Eden je seveda ta, ki je na koncu 4. knjige, ne. Opravičujemo se za vse nevšečnosti, ne. Pomeni nauk je, poslušajte, tole stvarstvo ni idealno, ne. Zoprnije se dogajajo, nimamo nobenega načina, da bi to preprečili, torej bodite prijazni, vzemite to na znanje in poskušajte živeti naprej najboljš, kot se da. Ne. To mislim, da je ena od teh variant. Drugače je pa še ena misel, ki mi je pa prišla, če bomo našli. Seveda, jasno, da tista manjka. Ko sem pisal eni od teh knjig, sem napisal eno spremno besedo. Mislim, da mora biti ta tale. Aha, ja. Lepa. Pa bom kar te zadnji, če smem. Tole, ne. Aha, bom moral vse moje vzeti. Je bilo vredno iti iskati moje oča. Ja. Takrat se mi je zdelo, no, da vidim, kaj je odgovor, če ga na vsak način hočemo poiskati. Ne? Proti koncu tega predgovora, ne, primerjam pač eno starejšo znanstveno fantastiko, ne, tudi tako zelo splošno, zelo Lemovo, ne, in to aha, dale je, ja, tole bo. In edino, kar lahko stvarnik pove svojemu stvarstvu, je opravičilo za morebitne nevšečnosti. Tako lahko razumemo tudi silni učinek tega trivialnega poslednjega sporočila na junake zgodbe. Saj potem je pa vse v redu. Olajšanje je v spoznanju, da v tem vesolju nikoli ni bilo mišljeno,
da se dobro plačuje in hudo kaznuje. Pravičnost ni vgrajena v aksiome tega sveta, še logika ne. Te stvari si mora vsak urediti sam, kakor ve in more. Zanimivo je, da od vseh plati človeške narave edino ljubezen ni deležna avtorjeve ironije, pa ni prav nič idealizirana. Trdno je zasiljena na tleh vsakdanjosti, opojenost telesa in duha sta njena enakovredna dela. Nič ni vzvišenega v neutešenem hrepenenju. Pomen ljubezni je v njeni izpolnitvi. To je tisti najbogatejši in najpestrejši del igre, ki odtehta nevšečnosti zaradi stvarnikovih spodrsljajev. To je pa vredno aplavza. Hvala. Še kdo? Aha, naš fotograf, kreativni direktor, šef 3D Laba. Ne. Hvala, Tom, hvala. Brecelj je enkrat napisal eno pesem, je spisal vas, ne? Ja. Takrat pa skliče, se mi zdi, da je Alojz Podre, ne? Ja. Zdaj, ste se pole družili še kaj? Ste bili skupaj, ste bili prijatelji, ste... Ne, enkrat sva se nekje naletela, ker on je takrat pa v bistvu, torej, ta pesem se je rodila na pikniku. Ne, in seveda, torej, Lumpje, ne, Brecelj in pač ena manjša klapa njegova, ne, je imela v načrtu še pač krepkejšo finto. Pridejo ne 2 dni pred tem k meni na fakulteti v sobo, pravijo, profesor Kodre, a niste vi v mladosti igrali en inštrument, ne? Ja, sem rekel, ja. Ja, violino, ne, so rekli. Ja, pa čelo pa v resnici, ne, pa tako, no. A bi vi na pikniku, ko bomo imeli, a bi vi nekaj zaigrali, bomo nesli note, ne? Pa bi vi, ne, pač inštrumenta, tega ne unga nimam, ne? In tudi roka ga nisem imel že, ne vem, zdaj pa že, najbrž tako je bilo že tako 10 let ali več, ne? Mislim, nobenega razloga ni, da bi se šli takele čudne eksperimente, ne? No, in pa se seveda se je izkazalo, ne, mislim, za njih bi bil to viharno zmagoslavje, ne, da sem jaz celo, tako rekoč, sam drgnil lok, ne, pri tej svoji pesmi, ne. Drugače pa ne, mislim, se ni, ne, moram priznati, da so mi kolegi na šoli zmeraj rahlo zavidali to pesmico. Ne, so rekli, ne, tako da bi, če bi oni tudi tako lahko, ne, tako, ne. Jaz sem skušal razložiti, da ne čutim kakšnega posebnega dodatnega veselja od tega, ne. Ja, pa, tako sem rekel, nekaj tisto v zvezi, kako je že po nemarnem omenjanje človekovega imena, ne, mislim, tako pač brez veze, ne, da je zdaj tam obešen moj, sem rekel, vse zadnje, Brecelju bi zadoščal, katerkoli ime in priimek, ne, z dvozložno, sta istimi poudarki, enako dobro funkcionira. Skratka, v bistvu zaradi pesnice same in zaradi muzike, ne, in zaradi tega, da bo on lahko s to pesnico uspel, je, če smo jih na tem, ne, to se izmeri 4 kot 1 da boljših komadov, ne. Mislim, tam noter bi bila, karkoli bi odstali 2x po 2 zloga, bi enako dobro funkcionirali in bi on vse isto dosegel, ne. Če je pa misli, da pa zdaj mora mene malo z šilom pod rebra, ne, to pa, ja, to
tega pa ne bi v tem primeru dosegel. Ne. No, tako da takrat, ko so se pa videli, rekel, glejte, kolega Brec, sem rekel, na vse zadnje, dajte, pač zamenjate. In potem je naredil silno finto, ne, in je iz Alojs Kodre naredil Alojs Podre, ne, kar pa seveda tudi ni noben kakšen poseben, mislim, ni dal kakšnega posebno močnega popusta. Ne. Sem bil pa presenečen, če sem pa še tako desetletje po tistem slišal, ja, kako sem ga jaz preganjal, pa sodno, pa ne vem kaj, ne, kar je seveda čista izmišljotina. Ne. Mislim, niso bila v tako odnosih, ne. Zagotovo ne slabih, ne, če sva se, kot sva se takrat srečala, sva se pozdravila, ne, se pozanimala za zdravje in stanje, ne, mislim, in tako naprej, ne, to je bilo to, ne, neč. Tako da ne, zakaj se je komu zdelo pomembno, da bi naredil iz tega. Zjutraj sem razmišljal, ne, da slišati, ja. Zjutraj sem razmišljal, v bistvu, ko sem se spomnil na to pesem, ne, in sem rekel, umetnost na eni strani, ne, fizika na drugi strani. Zdaj, v bistvu, kdo bi resnično lahko dal, tako da bi ga mi razumeli, ne, rečemo, odgovor na to vprašanje o vesolju, o sploh vsemu. Zdaj, v bistvu je bila ta znanost, fizika, neka umetnost. Zdaj, kdo bi lahko dal tak odgovor, ne? Kdo bi to lahko naredil? Ravno, kar ste imeli doktorja Seljaka, ne? Nobenega dvoma ni, da je on precej dobro prepričan, da bo lahko znanost, ne, z njegovo pomočjo to opravlja, kaj je rekel, 20 letih. Ne. Umetnost nam to tak naredi zmeraj znova. Ne. Pred časom so me še malo bolj komplicirano vprašali, ne. Kako je zdaj umetnost, znanost, filozofija. Filozofija je zelo malo, to ta prvi zazev. Filozofija nima orodij, da bi ta odgovor lahko dala. Ne. Umetnost spregovori tako, čez, ne, preko vseh vidnih ali pa nam razumljivih algoritmov. Ne. To gre pač v nas, zagrabi nas, začutimo. Ne. Znanost se trudi na svoj način in predvsem, ne, kar je pomembno, ima mehanizem korektiva. Ne, to se pravi, vedno skrbi, preverja, a je prav ali ne. Ne. Filozofija sicer tudi skuša, ne, to, globoko misliti, ne, ampak tega korektiva nima. Ne. Tam pravzaprav to, a je zdaj nekaj res ali ni res, je stvar tako osebnega odnosa. Ne. Ne. Ja, ti praviš tako mogoče, da je to zate res, ampak evo zate je pa takole res. Ne. Mislim, in s tem se v filozofiji zgodba neha. Ne. Ni treba več. Ne. Tako da pred časom je bila ena debata med ravno naravoslovci pa filozofi. Ne. In je pa nekdo tako malo zgroženo rekel, filozofi so rekli, naravoslovcem so rekli, pa se vi sploh niste intelektualci, ne? Na kar so naravoslovci vrnili. Jaz sej znanstveniki, ne? In v bistvu so imeli oboji prav, če smo bili pri tem. Ne? Kaj pa ljubezen? Je to mogoče odgovor na smisel življenja? Je 42 enako ljubezen? Ja, ni, torej ne mi je zdaj rahle opolskati. Obstajajo nekatere številke, ki se bolj povezujejo z ljubeznijo, ne. In nekako, mislim, za 42 pa še nisem slišal, ne, da bi bila to kakšna zelo v redu tehnika, mogoče se jo pa čez
Kaj pa vem, ne? Ko smo že pri 42, tle imamo tudi prodekana Fakultete za računalništvo in bi rad izkoristil trenutek in dal en predlog, če ga bo seveda vodstvo fakultete sprejelo. V garažni hiši na fakulteti imate tudi parkirno mesto 42. Ne? In jaz, če smem, na stroške podjetja Arctur seveda, bi ga mi posebej obkrožili z našim logotipom C in 42 in vsak, ki bi tam parkiral, bi imel veliko čast. Morda tudi jaz tu pa tam, ko pridem na fakulteto. Profesor Curk? Zmenjeno, to je bilo pa hitro, hvala. Jaz sicer parkiram na štirki, ki je blizu dvojke. Štirka je tudi po Kitajcem najbolj nesrečna, ne, ampak jaz tega ne bojim, ker nisem Kitajc. Bi pa se vseeno mogoče vrnil na to vprašanje te 42. Ne. Pač kot računalničar, ne, zdaj pač iščemo nek globlji pomen, ne, v tej številki, ki si jo je iz nekega razloga izbral. Ne. Ampak mene je vedno mučila, in to je pač eno teorijo, no, zdaj vedno ste to že slišali, da mogoče kaj pa fortitude, torej ta trdoživost, odpornost na to, kar je bila tudi tema omenjena, ne, da pač je treba kljub nevšečnostim nekako ustrajati. Ne. In mogoče to je ena interpretacija, zakaj bi računalnik rekel, da je 42. Ni slabo, ja, zelo redo. Dobra misel. Ja. Potem je problem, kako to v slovenščino prevesti, ne? Malo bomo spremenili številke, ne, po moje. Jaz zakon, zdaj, ko imamo veze tle lokalno, bomo sprejeli zakon, da spremenimo številke in se bo izgovorilo trdo živost. 4 bo živost in 2 bo trdo. Vse se da, ne. Ja. Še kakšno vprašanje? Vidim tudi študente fizike, ki so mi dali knjigo. Če smem potem izkoristiti priložnost, da date en podpis. Ja, žeš. Namreč matematika v fiziki in tehniki. Ja. Študent je čisto slučajno, moj sin se kliče Vasja, ki mu bom nazaj prodal to knjigo. Imamo še vprašanje. Košnje trave, Prej ste v pogovoru omenjali, da ste v življenju nekako se sledili, je v življenju skupaj s prevajanjem te knjige je nekako sledilo, no, vaše dogajanje, doživljanje, sprejemanje življenja, ne, izidom knjige ali prevaja knjige. Pa me zanima, kot učitelj na fakulteti, ali ste skozi neko tako obdobje šli, ali zdaj, ko pogledate nazaj na vaše učenje na fakulteti, jaz sem namreč učitelj v srednji šoli, kot učitelj ste šli skozi neka taka obdobja razvojna, kot ste prej omenjali, da ste v življenju šli? Ja. Edino, to je bilo pravzaprav eno spoznanje, se je skrivalo, vse je danes gledano nazaj trivialno, ne, ampak to je tisto po bitki, je vsak lahko general in pameten. Ne. Nekaj časa je pa, moram reči, ne, nas je pa vse in tudi tako rekoč cel oddelek, ne, sem imel vtis, je tako v ozadju to nekako grablo. Ne. Ko smo se mi vpisali na študij,
je bil splošen občutek, da smo pa zdaj mi nekaj dobili, nekaj dragocenega. Ta priložnost, da smo zdaj tlele, pa nas zadnje ni bilo nobenih sprejemnih izpitev ali karkoli ne, zato pač moral si prinesti spričevalo pa ostale dokumente, in tudi ne vem, da bi kaj reducirali. Ampak skratka, samo dejstvo, da smo zdaj mi tam, da to lahko študiramo in tako naprej, nam je dejalo občutek nečesa dragocenega. Skratka, to ni bilo kar tako, če si izbereš, pa vzameš, pa je tvoje. No, in zato smo bili seveda tudi pripravljeni kot študentje pogoltniti vse, kar se nam je naložilo. Mi smo imeli 42-urni delavnik. To se pravi, to, kot je bil potem pozneje pač ta uradni delavnik. Pa že takrat je bilo, mislim, da v štatutih univerze napisan, ne vem, tam 36 ali nekaj takega je bil absoluten maksimum. Ampak torej nam so to mirno naložili čez, pa tako naprej, pa zahteve take, 6 kolokvijev na semester pri glavnem predmetu in tako naprej. In to smo mi vse tako z dobro voljo vzeli in se trudili izpolnjevati, in nič nam ni bilo. Potem pa, ko sem že diplomiral, pa postal asistent, pa tako in potem počasi, še pač, ko so se menjavale generacije, se je pa kar nekrat začelo dogajati, da pravzaprav pa tile so pa imajo pa to nekaj drugače urejeno. Tako, ker se te nič jim ne pomeni, da so lahko zdaj prišli sem pa na fisko, dobro. Da lahko študirajo, ampak so se ves čas vedeli, kot da so oni nekaj šoli prinesli. In najbolj lepo prosim, zdaj šola hvaležna, da so prišli, pa da hočejo biti tlele, in da seveda pa tudi ne bodo glih pogoltnili glih vsake stvari, ki jim šola naloži na pamet, pa se je seveda število ur tedensko, tisto maksimum, se je pridno zmanjševalo, pa število kolokvijev je šlo dol in tako naprej, vse skupaj. Pa ena posebno kruta oblika diplomskega izpita, na katerem so dejansko ljudje padali. Mislim, da je takrat 50%, da je bil izplen. Tako da je kar nekaj ljudi delali dvakrat diplomo. Tudi to je počas bilo odrinjeno, pa ne bomo to. No, tako da le se je naredila ta poglavitna sprememba, in smo jo mi morali nekako prepoznati, prebaviti in se sprijazniti. Mislim, to je dejstvo. Te generacije, to je bilo zdaj, ne vem, temu recimo 20 let za našo ali kaj podobnega. Takrat je bil ta pojav že močno razvit, se je začel vse je kazati že zelo malo. Ampak razlog je tudi družinsko stanje. Zdaj, ker naenkrat smo kot družba prišli iz prejšnjega stanja, ko je bilo itak otrok dovolj in preveč, v stanje, ko je zdaj vsak otrok dragocen zase. In seveda zato tudi je družina skoncentrirana na njega, in pleše okrog njega, skušamo ustrešiti vsako stvar. In ne siliti, ne zahtevati preveč in tako naprej. In seveda pač mladi ljudje so to prinesli s sabo naprej v šolo in pa gotovo tudi v življenje. Ampak kot rečeno, to je tisto, kamor je šla, ne samo naša družba, mislim, cel svet, je na vse zadnje šel po isti poti, mogoče s kakšnimi časovnimi zaostanki, eni malo prej, eni malo pozneje. Ampak to je bilo, tako da, če govorite o tem, ker ste me vprašali, je to mogoče ena od prilagoditev, ena od spoznanj, ki jih nekako, tudi malo podobno tismu Frančiškanu, ki sem ga prej omenil. Skratka, tudi mi smo morali ugotoviti, da zdaj pa ni več tistih časov, ko so
Študenti vse pogoltnili, kar se je naložilo in napisalo, da morajo izpolnjevati, ampak so se lahko malo uprli, pa malo pogajali, pa tako ne, in seveda, in da se je z tega vidika, ne, da je študij postal kar predvsej milejši, kot je pa bil. Ne. Spet vse to, kar govorite, je v resnici spet v knjigi, ne, pretežno neškodljiva, ko nekdo, ko zemlja, ne, postane tako nepomembna za nas, tako pomembna, ne, da jo bo razstrelili. In to mislim, da je tako dober nauk, ne, za vse nas, da smo malo bolj ponižni in nihče od nas ni tako zelo pomemben, da ga ne bi zaradi ene obvoznice razstrelili prej ali slej, ne. Tako da, če še kakšno vprašanje? Če ne bi počasi zaključili, smo že uro in pol. Bi prosil en velik aplavz. Najlepša hvala. Hvala vam, da ste prišli. Hvala vsem na spletu, na Zoomu. Drage Petunije, dragi Kiti Glavači, vabim vas na prvo premierno pokušino pangalaktičnega grloreza. Nimam pojma, kaj je zadej. Svetujem, da pijete previdno in po pameti. Imamo pa tle zagotovo najboljšega strokovnjaka, ki bo potem povedal, katera izmed vseh opcij je najboljša in katero bomo potem 25. maja tudi servirali. Hvala še enkrat vsem in lep večer.